Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takole: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz Galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: Ribe grem loviti. Dejali so mu: Tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: Otroci, imate kaj hrane? Odgovorili so mu: Nič. Tedaj jim je rekel: Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: Gospodje. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami. Niso bili namreč daleč od brega, le kakih 200 komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter se je tedaj ukrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib. Bilo jih je 153. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: Pridite jest. Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: Kdo si ti? Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil. In prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Hrani moja jagnjeta. Spet drugič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: Ali me imaš rad? In mu je rekel: Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel: Hrani moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: Hodi za menoj. Peter se je obrnil in videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil, in se je pri večerji naslonil na njegove prsi in mu rekel: Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal? Ko ga je Peter zagledal, je rekel Jezusu: Gospod, kaj pa ta? Jezus mu je dejal: Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hodi za menoj. Za voljo tega se je med brati razširila ta govorica, da tisti učenec ne bo umrl. Toda Jezus mu ni rekel, da ne bo umrl, ampak: Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? To je učenec, ki o tem pričuje in je to napisal, in vemo, da je njegovo pričevanje resnično.
Jezus pa je storil še veliko drugega. Če bi to popisali eno za drugim, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi bile napisane.